Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Sveto pismo govori, bodite popolni. Matej 5:48. Bodite popolni, kot je popoln vaš nebeški oče. Poglejmo, kaj to besedilo pravzaprav pomeni. Mojemu Davidu sem rekla, da se bom danes trudila lepo obnašati, ko vas bom učila in ne bom preveč stroga. Včasih postanem med predavanjem tako navdušena, da na to kar pozabim. Želim se prepričati, da boste to razumeli. Matej 5:48 vrstica. Bodite torej popolni. O, kakšen pritisk sem čutila ob tem. Ampak sedaj se lahko sprostim, kajti tu piše, kaj pomeni biti popoln. Rastite do popolne božje zrelosti v mislih in dejanjih. Rastite. Torej, biti popoln preprosto pomeni, da rastem, da imam srce perfektno naravnano na Boga in sicer še nisem tam, kjer bi morala biti, ampak hvala Bogu nisem več tam, kjer sem. Bila sem okej in hodim po svoji poti. Aleluja. Ali veste, da prav sedaj rastete? Vaše misli so obnovljene po Božji besedi. In celo, če tega ne želite, se boste verjetno obnašali malo lepše, ko boste zapustili to dvorano. In če boste doma nadaljevali z osebnim študijem Božje besede, boste napredovali in zagotovo se boste na vsem lepem rešili tistega osla v jarku. In boste postali kakor orel. In celo, če boste morda tu pa tam padli v jarek, zagotovo ne boste več živeli v jarku. Koliko izmed vas je živelo v jarku? No, sedaj je čas, da se rešite ven. Bog ima dober načrt za vas. Filipljanom 3. poglavje 12-15. Sedaj bomo vsi poiskali to besedilo v Svetem pismu. Želim videti. Pismo Filipljanom 3. poglavje 12-15 vrstica. Nekakor, da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, ta ideal, pravi apostol Pavel, ali prišel do popolnosti. Torej, ukaz je, bodite popolni. To pomeni, da rastemo k popolni zrelosti. Pavel pravi, nekakor, da bi to že dosegel, pač pa se trudim, da bi to osvojil. Ker je tudi mene osvojil Kristus, Jezus, Mesija. Eno pa rečem, pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado. Moj navdih je, da pozabljam, kar je za menoj, pozabljam na včerajšnji jarek, pozabljam na jarek današnjega jutra. Pozabljam, kar se je zgodilo slabega. Prejel sem že odpuščanje za te moje padce. In če bom neprestano le obžaloval svoje padce v jarek, bom zaradi tega padel v drug jarek ali morda celo nazaj v isti jarek. Ampak če imam dovolj vire, če imate dovolj vire, da živite svobodno, brez obtoževanja, da verujete Božji besedi, da verujete, da takrat, ko storite napako, lahko prosite Boga odpuščanja in On vam bo odpustil popolnoma in povsem pozabil in izbrisal vaše grehe, če se naučite reči, ob tem mi ni potrebno čutiti nobene krivde. Veste, odkrita bom z vami. Ne morete si pomagati, pač občasno padete v jarek. Ker ste samo človek in dokler živimo na planetu Zemlja, smo bitja iz mesa in krvi. In dokler imamo človeško telo, ne bomo imeli 100% popolnih dni. Amen. Ko sem se danes zjutraj pripravljala na to predavanje in tako zelo rada imam te začetke, ko se zberemo in skupaj pojemo in slavimo Gospoda. Ne maram zamujati, želim biti tukaj. Prvič, čutim, da je moja odgovornost biti tukaj in slavljenje mi tudi pomaga, da sem bolje duhovno pripravljena na to, kar Bog pričakuje od mene, da počnem.
Torej, bili smo od zadaj v zeleni sobi in pričeli so že prepevati nekaj minut prej kot ponavadi, kar je v redu, ampak nisem še bila tu na odru. Želela sem si hitro namestiti svoj mikrofon in imela težave pri tem in veste, moj mož David je vedno tako urejen. Torej, veste, tu zadaj pod obliko imam skrito škatlico za brezžični mikrofon, ki ima vse sorte žic in on jih je želel vedno namestiti po vrsti, da so lepo ravne in nezavite in sem že začela. Kaj, ne moreš hitro preklopiti teh žic? Želim iti ven. In sem že spet tam, nepotrpežljiva ven, grem pa zato, da bi slavila Boga. Ali nisem spet padla v jarek? In potem sva se morala peljati sem s tistim malim avtomobilčkom za prevoz potnikov za Kolisijo, ker je to res ogromna stavba, in smo bili čisto na drugi strani, David ga je hotel 3krat prižgati in sem bila že čist živčna. Daj, no gremo, že rada bi slavila Boga. Dajte, slavimo Gospoda. In ravno sredi pesmi sem rekla Gospodu: O, Bog, spravi me ven iz tega jarka. Ne občutim krivde, čutim pa, da jim moram povedati. Pomagaj mi, Gospod. Pomagaj mi. To je moja šibka točka. Še vedno sem tako nepotrpežljiva. Ampak niti približno ne več tako, kot sem bila včasih. Torej sem okej in hodim po svoji poti. Amen. Hej, vem, kaj sem in vem, kaj nisem. In vse to izročam Bogu. Vse, kar sem, je njegov dar in vse, kar nisem, je njegov problem. Ker sama zagotovo ne morem ničesar storiti. Če Bog ne stori, ne bo narejeno. Gremo nazaj k Filipljanom 3. poglavje, kjer smo ostali. Nekakor, da bi to že dosegel, pač pa se trudim. Eno pa rečem, pozabljam, kar je za menoj in se sledujem proti temu, kar je pred menoj. Tukaj malo sledi po obtožbi, bratje. Satan vas bo želel obsoditi, torej morate to odmisliti. Potisnite stran to. Pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Pozorno pogledajte 15. vrstico. Zato vsi, kar nas je popolnih, imejmo to v mislih. Če pa kaj drugače mislite, vam bo Bog razodel tudi to. O čem govori? Če ste vi duhovno zreli, boste pustili tisto, kar je za vami, in boste hrepeneli po tem, kar je pred vami. Če ste duhovno zrele osebnosti, se zavedate, da nimate časa za občutke krivde, za vsako najmanjšo napakico, ki jo storite, da vas je Bog poznal že preden vas je poklical v osebni odnos z njim. On pozna vse stvari, ki jih bomo naredili kdaj prav in vse, kar bomo kdarkoli storili narobe. Vsako nepotrebno besedo iz naših ust in sprejema nas točno takšne, kot smo in nikoli ne bo nehal sodelovati z nami, razen ko bomo točno tam, kjer on želi. Torej, veste, v mojem življenju je bil čas, ko sem mislila, da je zelo duhovno, če se za vsako stvar počutim krivo. Veste, to ti naredi mrtva in suha religiozna drža. Koliko izmed vas ve, o čem govorim, ko rečem religiozna drža? Tu ni govora o vaši veri ali moji veri, ne govorim o biti veren. Govorim o tem, da nekdo samo želi farizejsko upoštevati pravila in zapovedi in si pri tem misli, da si bo tako zaslužil Božjo ljubezen, ampak tako to ne deluje. To je bila stara zaveza in mi smo sedaj v novi zavezi. Veste, v preteklosti, v 15. in 16. stoletju so se nekateri kristjani trpinčili. S seboj so nosili majhne biče iz usnja s kovinskimi bodicami na koncu in so se pretepali, bičali sami sebe, ob tem pa izgovarjali: O, ubogi človek sem, strašen grešnik sem. Govorim vam resnico. Kakšna past, kakšne vezi. Vedno misliti, da ti nič ne pripada in da Bog zate želi usmiljanja vredno ubogo življenje in najslabše pri takem življenju je, da slabše kot je, bolj kot trpiš, manj ko imaš in slabše se počutiš o samem sebi, bolj duhoven človek si.
To je tako zgrešeno mišljenje. V Svetem pismu piše, ne povišuj se pred drugimi. Vendar pa ne piše, da moraš imeti o sebi slabo mnenje. Vi ste Božji otroci, vi ste njegova stvaritev. Stkal nas je v telesu naše matere, skrivnostno, svojo mogočno roko. Vzel si je precej časa, da nas je ustvaril. In da, imamo probleme, s katerimi se moramo spopasti v mesu, ampak bistvu, kdo smo, pripada Bogu. In če mu bomo zaupali, nas bo preobrazil do večne slave. Malo pa malo, korak za korakom, nam bo pomagal premagati naše sovražnike. Vse, kar potrebujemo, je zrel odnos, da pustimo preteklost za seboj. In če kdorkoli, ki je v tej dvorani, ali ki nas gleda po televiziji, kjerkoli na svetu, katerekoli narodnosti, to sporočilo je danes za vas. Ne rabite se več počutiti slabo o samem sebi zaradi stvari, ki ste jih naredili narobe v preteklosti. Vse, kar je potrebno, je, da to priznate, greste k spovedi in prosite Boga za odpuščanje grehov, z željo, da tega ne boste več ponavljali. In če želite biti res duhovno zreli, potem preprosto recite, o tem ne bom čutil krivde niti ene minute več. In res je težko verjeti, da je možno kaj tako dobrega. Kaj pa počnemo mi, ko se počutimo krive? Res, kaj takrat počnemo? Poskušamo plačati za svoje grehe. Mislim, to počnemo. Mi sami želimo plačati svoje grehe. Ko pridemo do neke točke, recimo, da ste izgubili živce in začeli kričati na svoje otroke. Tako slabo se počutite. Toda, kako dolgo? Prosite Boga odpuščanja, a še vedno se slabo počutite v sebi. No, kako dolgo se boste počutili slabo, da si boste dovolili se zopet počutiti dobro? Mislim, s časoma boste šli preko tega. Mi želimo plačati tako, da se obtožujemo in se slabo počutimo v samem sebi, vendar moram vam nekaj povedati. Jezus je že vse plačal. In on ne potrebuje vaše pomoči. O, niste videti povsem prepričani v to? Dobro. Ne moremo se spremeniti, razen če sprejmemo kritiko. Pismo Hebrejcem 5, 12 do 13 vrstica. Poglejmo. Čeprav bi namreč morali biti že lep čas učitelji, ponovno potrebujete, da vas kdo uči prvih korakov Božjih naukov. Sedaj bom to povedala spoštljivo, ampak tukaj so nekateri izmed vas, ki so že dolgo kristjani, ter vam odkrito in resnično povem, da bi morali že veliko bolj napredovati, kot ste. Hvala za ta en mali amen. Sem hvaležna zanj. Pavel pravi, postali ste potrebni mleka, ne močne hrane. Pravi nam, kdor namreč uživa mleko, ni zmožen razumeti, kaj je prav, saj je še otrok. Niste sposobni jesti mesa Božje besede. Ne morete jesti močne hrane. Zakaj? Ker ne veste, kdo ste v Kristusu. Kdor namreč uživa mleko, ni zmožen razumeti, kaj je prav, saj je še otrok. Torej, doktrino o pravičnosti smo spoznavali že v pismu Rimljanom in v drugem pismu Korinčanom 5, 21. Njega, ki ni poznal greha, je za voljo nas storil za nosilca greha, da bi mi postali Božja pravičnost v Kristusu. Bog nas je napravil sebi enake po Kristusu in uči nas, kako naj se pravilno obnašamo, vendar pa ne pričakuje od nas, da bi storili nekaj, za kar nam on ni dal sposobnosti. Torej, kako je zdaj s to pravičnostjo in kritiko? Kako sta povezani? No, če smo negotovi in ne vemo, kdo smo v Kristusu in se sami o sebi slabo počutimo, potem bo vsaka kritika, pa naj prihaja iz Božje besede ali od osebe ali direktno od Svetega Duha, se boste le še slabše počutili o samih sebi in ne morete prejemati milosti. Ampak, če veste, kdo ste v Kristusu, lahko sprejemate meso Božje besede in rečete, všeč mi je to.
Pokaži mi, kaj je še narobe. Ker veste, stvar je takšna, tudi če se ne boste nikoli spremenili, Bog vas še vedno ljubi. Bodimo odkriti, veliko ljudi počne stvari in če se ne boste spremenili, mislim, lahko ste nepotrpežljivi in godrnjate do konca življenja, a boste še vedno prišli v nebesa. Ampak tak način življenja ne bo slavil Boga. Pavel je rekel, odločen sem, da se bom držal stvari, za katere je Jezus umrl, da bi nam jih pridobil. On želi biti vse, kar Bog pričakuje od njega. Jezus je umrl zame, da bi živela v polnosti in svobodi. Odločena sem, da bom storila vse, da bom živela v svobodi Božjih otrok. A edina pot, da to lahko storim, je, da konstantno svoje napake puščam v preteklosti. Moj Bog, nekdo se upa počutiti bolje o samem sebi. Razodetje 3:19. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. Moramo se naučiti, kako kritiko sprejeti s hvaležnostjo. Danes zjutraj sem bila tako vesela, bila sem nepotrpežljiva in sem se tega zavedala. Vedela sem. Nisem vztrajala v tej drži. Bilo mi je žal. Ni bilo dolgo, da sem se pokesala. In dejstvo je, da me plaši, da bi živela v temi. Razodetje 3:19. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. O čem govori? Bog nam govori, če te ne bi ljubil, bi te pustil samega, pustil bi te kar ležati v jarku. Ker pa te ljubim, ti bom pokazal stvari, ki jih delaš narobe. Veste zakaj? Ker nas naše napake, naši grehi oddaljujejo od blagoslova, ki ga ima Bog pripravljenega za nas. Nimamo veselja, nimamo miru in Bog želi, da se mi spremenimo, da bomo lahko čutili njegovo ljubezen in imeli boljše življenje. Amen. Kaj naredite vi, ko vidite, da se vaši otroci neumno obnašajo? Rečete jim, naprimer, o moj Bog, ti sploh ne veš, kaj zamujaš. Ne razumeš, da je to narobe. Bodimo izvirni. Slavimo Gospoda in bodo sami spoznali, kaj delajo narobe. Aleluja, spet pademo v jarek, ampak vsaj vemo to. Ali razumete, kaj vam hočem reči? Spet sem padla v jarek. Živim v jarku, ne morem se ga rešiti nikakor. Vedno znova padem tu noter. Brezupni primer sem. Cela zmešnjava, Bog me nikoli ne more uporabiti. Molitev nima smisla, Bog mi nikoli ne odgovori. Kar zakopljite me v to umazanijo v tem jarku. Bom kar tukaj ostala. Ne, ne tako. Recite, slava Bogu, rešila se bom ven iz tega jarka. Bog me bo dvignil ven iz umazanije, naučila se bom, kako se znebim te zmešnjave. Ne bom živela v jarku. Juhu. No, dobro. Nikoli več. Nikoli, nikoli, nikoli več ne mislite, kaj je narobe z vami. Razen, če boste takoj zatem pomislili na vse svoje dobre lastnosti. Tako, to bo nov način življenja. Ampak dokazala vam bom v Svetem pismu. Razodetje 2. 2. do 4. vrstica. Govori angel od cerkve v Efezu.
Vem za tvoja dela, za tvoj trud in za tvojo stanovitnost. Vem tudi, da ne moreš prenašati hudobnih. Preizkusil si tiste, ki sebe imenujejo apostole, pa niso, in si v njih odkril lažnivce. Stanoviten si in si marsikaj prenesel zaradi mojega imena, pa se nisi utrudil. Vse to si prinesel zaradi mojega imena. Najprej komplimenti, pohvale. Ja, Jezus, to mi je všeč, vendar imam zoper tebe to, kar si opustil, svojo prvotno ljubezen. Vedno je tudi nekaj, česar ne storimo, kaj ne da. Torej, če pogledamo ta odlomek kot vzorec, zdi se mi, da nas Bog vedno najprej za nekaj pohvali. Nikoli ne pride, da bi nas najprej pograjal. Najprej nas pohvali. Potem pa nam pokaže, kaj delamo narobe. In tak princip imam tudi sama s svojimi zaposlenimi in tudi do svojih otrok, če je treba kaj popraviti. Ugotovila sem, da če samo kritiziraš ljudi, to ubije njihovega duha. Torej, vedno, ko morate koga opomniti, začnite tako, da poveste najprej nekaj dobrega, ga pohvalite. Mislim, če je tam kaj, kar vas moti pri vašem možu, drage gospe, ali možje, če vas kaj moti pri vaši ženi, začnite tako: draga, ti si najboljša žena na svetu, tako si lepa, ljubim te, odlično kuhaš, tudi s tvojo mamo se super razumem, samo ena mala stvar in te prosim, če bi se lahko pogovorila. Že zdaj vam lahko povem, da bo to zagotovo mnogo boljše, kot pa če bi rekli: veš kaj, to in to delaš narobe in skrajni čas je že, da se poboljšaš. In ko mislite o sebi, želim, da ste dovolj pogumni in ko pridete domov, sedite, vzamite v roke list papirja, ter si zapišite vse svoje prednosti in slabosti. Na primer, povedala vam bom nekaj svojih dobrih lastnosti, potem pa še svoje slabosti. Dobre stvari so: predana sem delu, pravi garač, vedno končam, kar začnem. Vsako jutro zgodaj vstajam in imam čas samo za Boga. Dobra sem do ljudi in rada podarjam stvari. Sem zelo dobra v komunikaciji in hitro se pokesam. Sem dobra žena in mama, no, sicer ni čisto običajna, ampak dobra. In resnično ljubim Boga. Želim vedno delati to, kar je prav. Imam veliko dobrih sadov v življenju, ki jih bom pustila za seboj, ko me bo Bog poklical domov. Torej. Ampak sem zelo nepotrpežljiva. Čeprav sem se že poboljšala. Ampak še vedno mrmram, se pritožujem in godrnjam včasih, sem pa napredovala. Nisem več tak komandant, kot sem bila včasih. Čeprav še rada ukazujem. Še vedno včasih preveč govorim, prekinjam druge ljudi, ko govorijo, ker tako zelo rada govorim, komaj čakam, da drugi nehajo, da lahko začnem jaz govoriti. Nisem še tam, kjer bi morala biti. Ampak hvala Bogu, nisem več tam, kjer sem nekoč bila. Sem okej in hodim po svoji poti. In veste, res dobro stvar, spet sem predelovala to danes zjutraj in veste kaj, poskušala sem razmišljati. Dobro, več slabosti imam, kot bi rada. Želim biti odkrita in vam povedati o vseh svojih slabostih. In veste kaj, nisem se mogla spomniti nobene stvari več, ampak to ni zato, ker jih nimam več, ampak le zato, ker se več ne osredotočam na njih. Mislim res, ne ubadam se več s tem. Ne hodim več naokrog, da bi poskušala ugotoviti, kaj je narobe z mano. Če mi Bog hoče pokazati moje napake, se bom strinjala z njim. Ampak zdaj me ne rabi tiščati k tlom, ker vem, da ni moja naloga, da bi spreminjala samo sebe. Kar moram narediti je, da molim, preložim svoje skrbi na Gospoda, študiram Božjo besedo na tem področju in čakam, ter ves čas, ko čakam, verujem, da Bog deluje v meni in da postajam boljša in boljša vsak dan. Dajte no, slavimo Gospoda. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.